Čakaj. To je zelo hitro postalo zelo resno. Včeraj bi jaz mogla imela sem v planu, da bi objavila napoved politične prihodnosti za prihajajoči teden, torej od 13. aprila dalje. Jaz tega videa nisem objavila, zakaj ne? Prvi razlog je to, da v bistvu na vpogledu, ki sem ga naredila v petek, ko sem to gledala, ni bilo nič videti kaj posebej takega, wow, da bi bilo ful dobro. Ampak okej, vseeno bi objavila ta video, ampak drugi razlog, zakaj ga nisem objavila, je zato, ker smo dobili predsednika Državnega zbora in to je postal Zoran Stevanovič. In jaz sem bila v šoku. Dobro, ne morem reči, da sem bila v šoku, no. Bila sem res presenečena in tako, pač ful enih vprašanj, ful ene, pač tako, pač dobesedno sem ostala brez besed. Tega res nisem pričakovala. Zdaj, kaj je fora, ne? Jaz sem napovedala v enem od prejšnjih napovedi oziroma v zadnji, tam, kjer je tale Pirc Musar na thumbnailu, sem rekla, da jaz ne vidim nobenega konkretnega kandidata, ki bi lahko postal predsednik Državnega zbora, da v energijah ne čutim nobenega izrazitega. Edino osebo, ki sem jo začutila, je bila neka ženska v roza kostimu, ki pa je šla dol s sklonjeno glavo. Danes sem šla v raziskovanje, kdo je ta oseba, ker je bila dejansko 10. aprila ena oseba oblečena v roza kostimu in sem šla iskat, kdo je to, in sem jo našla. Gre za magistro, kaj je že, zdaj sem si zaprla tle, Meira Hot, magistra Meira Hot iz stranke SD, in če sem prav si zapomnila, je bila ona v prejšnjem mandatu podpredsednica Državnega zbora, ne, se pravi, ona je tle izgubila morda ta stolček, zato sem jo videla s sklonjeno glavo. Mene je že to ful presenetilo, da sem na vpogledu videla neko osebo z roza kostimom in dejansko je bila potem v Državnem zboru oseba oblečena v roza kostim. To mi je bilo tako, in očitno je bila podpredsednica, tako da je to povezano, to mi je bilo itak meni wow. Ampak nisem videla nobenega kandidata, ki bi lahko postal predsednik Državnega zbora, nič ni bilo posebej izrazito. Za Zorana Stevanoviča niti na kraj pameti mi ni prišlo, da bi sploh njega dejansko pogledala, ampak tudi če bi ga, po mojem, mi tega energije ne bi razkrile, takrat še, no. Ker se je to potem dogajalo v prihajajočem tednu, se je nekako v zakulisju, so se oni to dogovarjali in menili. Jaz imam zdaj tako paštašuto v glavi, tako da ta video bo res en tak, malo tu, malo tam, okej, ker jaz že vidim zdaj, jaz sem hotela to tako lepo povedati, ne, z repom in glavo in uvod in zaključek in vmes tisti glavni, ampak to pri meni, sploh ko imam toliko informacij zdaj na lagerju, je Mission Impossible. Ker sploh ne vem, kje bi začela, pač to je zame bilo zdaj what. Okej, ko sem jaz rekla, da ne vidim nobenega kandidata, jaz sem rekla, da ne morem tega za 100% trditi, ampak imam občutek, da nobeden ne bo izvoljen. In sem rekla, da ne morem tega trditi zato, ker ne vem, če je to sploh realno možno. Potem sem izvedela, da je možno, da pač kandidat ni izvoljen, ampak še kasneje, torej v petek prav, pa sem izvedela, da če ni izvoljen, se potem seja ponavlja v soboto, nedeljo in traja, dokler nekdo ni izvoljen. Tako da v vsakem primeru na koncu bi bil nekdo izvoljen, ampak energije mi niso hotele pokazati, kdo naj bi to bil. Hkrati pa nisem začutila jasnega zmagovalca, verjetno tudi zato, ker če pogledamo, Zoran Stevanovič je dobil 48 glasov. Za to, da postaneš predsednik Državnega zbora, jih potrebuješ 46. In to pomeni, da so samo 3 osebe bile odločilne, se pravi, 3 glasovi so bili tisti, ki so odločali. 3 ljudje. Torej je bilo zelo tako na meji in verjetno zato mi energije niso tega razkazale, ker prihodnost ni nikoli zapisana v kamen, ne, vedno se prilagaja, vedno se spreminja, se pravi, energija prihodnosti se da predvideti, ampak kaj se pol dejansko zgodi, na to vpliva ogromno stvari. Energija je energija, energija še vedno ostane energija, okej, in jaz v energijah nisem videla predsednika, ki bi dobil dejansko funkcijo, in to zdaj interpretiram tako, da okej, Zoran Stevanovič je bil izvoljen, ampak nekako
Ne znam niti opisati, ne morem reči, da on ni v resnici predsednik, kar pač je, ima zdaj to funkcijo. Ok, gremo na drugo tematiko, čakaj. Ne, na drugi pogled. Jaz sem rekla, da sem tudi jaz kandidirala za predsednico državnega zbora na energijskem nivoju, seveda, in sem rekla, da sem dobila 73 glasov. In pol, kaj to zdaj pomeni? Ne? Prva moja interpretacija je bila, ali bo izvoljen nekdo, ki ima podobno energijo kot jaz. Druga razlaga je bila, da bo to nekdo, ki je z lahkoto vodljiv, oziroma ki ga lahko z energijo vodimo, ali pa ki ga jaz lahko na katerega jaz lahko energijsko vplivam. Bom tako razložila, kaj to pomeni. Ali pa tretja možnost je bila, da bo pač nekaj tretjega se zgodilo, ampak jaz bom lahko nekako vplivala na to stvar. Zdaj, kako lahko jaz vplivam na energije? Pač, ko jaz raziskujem energije, ko nekaj odkrijem, se to potem na nek način manifestira v fizično realnost. Ne gre se za to, da bi jaz zdaj ne vem kaj vplivala, ne vem kakšne stvari, ampak se gre samo za to, da odpiraš neke poti, prinašaš neke informacije v javnost oziroma v fizični svet, in ko te informacije dobijo tudi drugi, se tudi drugim odprejo te poti in potem avtomatično pride taka realnost lažje do nas. Okay? Torej, ne gre se za to, da jaz spreminjam nekoga ali pa da jaz ne vem kaj, ampak enostavno prinesem informacije in vsaka informacija ti odpre obzorja oziroma odpre možne poti, in to je to. Primer. Jaz sem za Zorana Stevanovića že naredila vpogled, ko smo imeli to v tem predvolilnem času. Takrat sem jaz videla, da je on v bistvu zaprt v trdnjavi, da živi v trdnjavi. Ljudje, ki živijo v trdnjavi, so ljudje, ki imajo neko tako zelo, zelo veliko skrivnost. Ampak to ne pomeni zdaj, da je to ne vem kakšna skrivnost, ko je ne vem kaj, wow, ne, ampak se gre za to, da hočeš imeti nek krog intimnosti, ki ga ne spustiš v javnost. Torej, nočeš, da nekatere stvari javnost izve o tebi, kar je, to imamo vsi na nek način, ne, recimo, če pogledaš ne vem, neke gole slike človeka, ali pa da bi prišle gole slike, tvoje gole slike v javnosti, verjetno ne bi bilo lih fajn, ne? In to pač skrivaš v trdnjavi, svoji trdnjavi. Ampak zdaj za neke take stvari, kot so golota, ki pač ni glih vsak dan kdo razkrit, ne? Pač to je nekje tam, to imamo mi vsi nekje v sefu, pač to so neke stvari, ki jih razkažemo samo ljudem, katerim želimo to razkazati, ne? Trdnjava, ko vidim nekoga v trdnjavi, gre za nekaj večjega, pač to je nekaj večjega. Ponavadi ljudje v trdnjavah skrivajo neke zelo, zelo velike potenciale, mogoče so celo neki inovativci ali pa imajo nek ful tak poseben talent ali pa nekaj ful izjemnega, ampak so bili v preteklosti, ko so to že nekako razgalili ali pa pokazali, so bili na nek način obsojeni ali pa kritizirani do take mere, da potem se človek pač reče, ok, to ne bom več tega delil. Recimo, ne vem, recimo v trdnjavi se dostikrat skrivajo kakšni inženirji, ki imajo neko možnost nekaj ustvariti, ampak oni to tam v tem svojem laboratoriju, ne, se pravi, to je njihov hobi potem v resničnem življenju. V resničnem življenju oni to tako nekaj delajo in tega nočejo kazati, o tem nočejo se pogovarjati, ker jih noben ne razume in tako naprej, ne. Ponavadi taki ljudje živijo pač v trdnjavah. Zdaj, meni takrat to ni bilo všeč, ko sem to videla. Moje mnenje o Zoranu Stevanoviću, če ga na hitro povem. Meni je on bil takrat v COVID časih všeč, zato ker je se boril proti cepljenju, se je boril proti tem represivnim ukrepom in vse to. Ampak zdaj v tem, pač, ko je COVID minil in to, ne vem, ni mi bil neki preveč, nisem mu bila preveč naklonjena. Ko je on kandidiral, sem rekla, ok, dajmo videti, kam bo prišel, ampak moram reči, da nisem glih navijala za njega, no. Nisem si želela, da bi njega, bolj sem si želela pirate v parlamentu, kot pa resnico. Ampak on je v predvolilnem času konstantno govoril, da oni gradijo mostove, ne pa zidove. In ko sem jaz si pogledala njegov energijski svet in videla, da on živi v resnici v trdnjavi, mi to absolutno ni bilo všeč.
ker to kaže na hipokritska vedenja in on je na nek način hipokrit, ne? Ker pravi, podobno kot Golob, jaz ne razumem. Jaz ne razumem, kako te ljudje tega ne vidijo, jaz tega ne razumem, ampak oba, recimo Zoran Stevanovič pravi, ja, mi gradimo mostove, ne zidove, pol pa ima en tak velik zid, mi z Janez Janšo in SDS ne bomo sodelovali, notarsko overjeno. Pač to je zid, to ni most, ne. Isto Golob, ja, zdaj je skrajni čas, da se povežemo, a z SDS-om noče sodelovati. Čeprav je tretjina volivcev izbrala SDS, tretjina slovenskih volilnih upravičencev hoče SDS. In ne, mi pa z njimi ne bomo sodelovali, to vodi v diktaturo, to vodi v ne vem kaj, fašizem, ne vem kaj vse se izmišljajo, mislim, smešno. Ampak ok, zdaj, Zoran je postal predsednik državnega zbora, ne. In to je, po mojih informacijah, druga najpomembnejša in najvišja pozicija znotraj države. Se pravi, najmočnejša. On bo vodil zdaj te državne seje, on bo usmerjal tempo, on bo imel dosti moči v svojih rokah in na nek način torej tudi vodi celo našo Slovenijo in vse nas državljane. In tak človek nočem, da nas vodi človek, ki živi v trdnjavi in ima preveč skrivnosti. Zato sem tle si zadala cilj, da definitivno bom zdaj to njegovo trdnjavo začela na nek način ali rušiti ali jo razgaljati. Ko sem posnela takrat Vpogled, ne, ta Vpogled za Zorana Stevanoviča je dostopen samo za člane skritega kluba Gola Slovenija, prijaviš se lahko spodaj in 5 dni po prijavi dobiš link, kjer si lahko ta Vpogled pogledaš. Se opravičujem, jaz imam zdaj en kup misli, ampak se trudim biti čim bolj jasna in čim bolj, samo je pač preveč, v glavnem. Jaz, ko sem naredila Vpogled za njega in sem videla, da v trdnjavi, sem rekla, ok, skrivnosti je treba spoštovati, ne. In zato sem dala to samo skritim, oziroma samo članom skritega kluba kot dostop do tega. Ampak glede na to, da on predsednik državnega zbora in da v bistvu ima velik, močen vpliv na to, kako bo se politika slovenska razvijala, tle pač več ni čas, ni prostora več za skrivnosti, Zoran. Mi je žal. Ta trdnjava meni ni všeč. In to bomo začeli razgaljati. Se ne vem, imam feeling, kot da sem to že povedala. V glavnem, se opravičujem, no, jaz imam zdaj ta kaos v glavi, pač to je zdaj bila zame ena taka, mislim, pač tle mi prihaja toliko enih stvari, ki jih hočem povedati. Recimo, pol še ena stvar je bila, da, kot sem že prej rekla, ne, se mi zdi, da sem to že rekla, se ne vem, da, ker sem bila jaz izvoljena na energijskem državnem zboru, da bo morda ena od možnosti ta, da bo kandidat nekdo, ki je lahko vodljiv oziroma ki ga bom jaz lahko energijsko vodila. In včeraj mislim, da sem prebrala eno objavo na Facebooku od enega mojega sledilca, se mi zdi, da je bilo to, ko je napisal svoje mnenje o Zoranu Stevanoviču in je rekel, da on je pač zdaj prvič sploh poslanec in prvič na tako močni poziciji, kar pomeni, da ne ve točno, kako potekajo vsi te procesi. In zato bo mogel on imeti neke svetovalce, ki pač poznajo te procese in mu pač svetujejo, ne, to je zdaj tako, to je bilo fajn to bi tako, ne. In da bo zaradi tega zelo vodljiv. In ko sem prebrala, da bo zelo vodljiv, tu sem jaz dobila to potrditev, aha, ok, ja, se pravi, Zoran Stevanovič je vodljiv, energijsko ga bom lahko jaz vodila. In kaj to zdaj pomeni? To ne pomeni, da jaz lahko njemu karkoli čaram, pa mu rečem, zdaj boš pa ti to in to in on bo zdaj to in to naredil. Ne. Recimo, ko sem delala tisti Vpogled, če gremo zdaj spet nazaj tja, on je imel to trdnjavo. Jaz sem ta video posnela in par dni zatem sem jaz uspela priti v to trdnjavo njegovo. On mi je razkazal to trdnjavo, jaz sem videla, kaj je tam notri. Zdaj, kar sem videla, je metafora, logično, zdaj, če bi povedala, kaj sem videla, mi to ne vemo, kaj pomeni.
Ampak takrat, ko sem jaz uspela priti v trdnjavo, se je začelo dogajati to, da so začeli govoriti o teh obtožbah, pa so neki, pač to, da je bil obsojen, pa da je imel neke kazni, pa to, se pravi, ful so iskali, brskali po njegovi preteklosti, in takrat je tudi on pol to nekako povedal, ne, da zdaj so ga pa začeli vsi, nekako da ga imajo na tapeti, ne, zato ker sem jaz pač uspela priti v ta njegov notranji svet in potem se je avtomatično to preslikalo tudi v fizični svet. V enem videu sem tudi rekla, da mene zanima, kaj se bo zgodilo, če bo on prišel v situacijo, ko ne bo imel druge možnosti, kot da sodeluje z Janezom Janšo in z SDS. In kot kaže, se vse to dejansko tudi odpira. Oziroma uresničuje. Recimo, to mi je ena od takih, zdaj ne vem, kaj sem že več povedala, kaj nisem še povedala. Skratka, dajmo zdaj zaključiti ta video. Jaz trávim en zdaj čas, ne. My God, pa kaj še toliko stvari bi rada povedala, pa kar ne vem, kar mi hodijo misli, sam pol. Jaz odkar delam zdaj ta podcast, mi je postala politika ful zanimiva. Jaz sem ful padla notri v ta svet. Jaz sem se v teh 4 mesecih ogromno naučila o politiki in teh političnih procesih. Ogromno. Ampak, če pogledam moje znanje in znanje, ki pač obstaja glede politike, ki je nekako dostopno, jaz vem v resnici samo, ne vem, 3% vsega, kar ve nekdo. Recimo, če uporabimo enega, kaj je tisti že, nek Peter Gregorčič, ali kaj je tisti politični kritik, ne, če primerjam njegovo znanje o politiki in moje, jaz imam samo 3% vsega tega znanja, ne, nič, čeprav sem se ful naučila. In definitivno mi je ta svet postal tako zelo zanimiv, da hočem dobiti več znanja. Celo ugotovila sem, da greš lahko v državni zbor. To nisem vedela, ne. Tako da to definitivno bo, to je že na moje listi ciljev, da grem en dan na ogled v državni zbor. Sicer ne moreš gledati seje pa tega, greš lahko pač samo v stavbo in tako naprej in imaš vodiča in tako. Tako, to definitivno bo en dan prišlo v, sicer ne smeš snemati nič, ne, ampak okej. V glavnem, pač preveč imam zmedene misli, no, ne zmedene, ampak preveč informacij imam. In definitivno, torej hočem se malo bolj poglobiti. Potem, ful so mi všeč vsi te politiki zdaj, nekako mi se je ta politika ful bolj odprla, verjetno tudi zaradi podcasta, pač nekako bolj čutim vse to, bolj vidim in tudi bolj si želim vedeti več o vsem tem. Ampak zdaj tudi to, ker je Zoran Stevanovič postal predsednik, mi je tudi dalo en tisti nek občutek povezanosti z politiko. Zakaj? Ker Zorana spremljam že od covid časov in nekako sem videla njegovo rast. Ker prej so bili zame politiki pač eni ljudje, ki tam pridejo po ne vem kakšnih možnostih, pač tam neki, pač tako, ne vem, to so pač neki ljudje, ki tam pač so, ne. Nisem čutila neke povezave. Zdaj, ker sem spremljala nekega politika, ki je nekako pač, oziroma nekega človeka, ki je nekako prišel v to politiko, in ta človek je bil prej nekako navaden človek, ne, ni bil nek človek, ki se ukvarja s politiko. Pač to mi je dalo bolj tisti občutek neke povezanosti, ne, da so to vseeno neki ljudje, tako kot smo jaz pa ti, ne. Da niso to zdaj eni, ne vem, kakšni, ne vem, politiki. Mislim, saj so, večinoma so v parlamentu odvetniki, sodniki in ljudje s takimi znanji, ne, ki so malček bolj, ki niso glih, ne vem, jaz imam, oh my God. Kar hočem povedati je to, da definitivno tle se bomo bolj poglobili. Moj prvotni plan je bil, da bi jaz v Goli Sloveniji raziskovala tudi influencerje, ne vem, kakšne novinarje, kakšne take stvari, ampak vse bolj si želim, da je ta celotni podcast usmerjen bolj
samo v politiko oziroma samo to, kar se dogaja v politiki. Zdaj, tle tudi, pač ne vem, tle še toliko stvari in zdaj s tem se je odprlo toliko enih možnosti. Tako da jaz rabim zdaj en čas, da jaz uredim vse te svoje misli in da najdem neko strategijo, kako bi mi to furali naprej. Definitivno imam zaenkrat tak plan, da bom vsak teden naredila vpogled za enega poslanca, ampak to tako proper vpogled, ne tako, kot sem delala prej, ker sem tako v realnem času gledala, kaj vidim, ampak ne, bom šla prav v globoko meditacijo, bom šla na energijski nivo, si bom tam vse natančno pogledala in potem bom o tem posnela video za vsakega poslanca posebej, tak je moj plan. Zdaj napoved politične prihodnosti po moje več ne bomo delali, ker zdaj ni več nič kaj tako, oziroma vsaj do zdaj ni bilo nič kaj. Pa to je tako ponavadi, ne? Enkrat, ko so volitve končane in ko imamo koalicijo in to načeloma sploh se več o politiki toliko ne govori, vsaj tisti ljudje, ki pač jih to ne zanima, niso na tekočem s tem, kaj se dogaja, razen če prej kakšen nov zakon ali pa kakšna nova zadeva pride ven, ki je pač pomembna. Tako da bo zanimivo. Materiala je še tle ogromno. Ful sem vesela tudi za tiste, ki ste mi rekli, da me rade poslušate in da bodo spet ti daljši posnetki. Bodo. Ful sem hvaležna, da mi sporočate take stvari, ker mi to daje motivacijo. Sploh zato, ker večinoma dobivam negativne kritike, ne, vsaj na Facebooku. Na YouTubu je publika kar prijetna, no, moram reči. Sicer bolj tiha, ampak nič za to. Če eden reče, pokaže interes, jaz hočem daljše videe, hočem bolj poglobljeno, hočem to mi že da toliko energije in toliko želje, da eden je dovolj, ne. Ampak tisti eden je pa pomemben, ne. Ker če ni nobenega odziva, potem nekako pač si prepuščen sam sebi, pa delaš tisto, kar se ti zazdi, pa ne. Ko pa tako dobim nek feedback, tak konkreten, pa sem zelo, zelo hvaležna. Tako da res hvala vsem, ki vas to zanima in tudi pokažete interes. Tako da jaz rabim en čas, da jaz zdaj tle razmislim, kako bi furali ta kanal naprej. Je pa še ena stvar, evo, to sem danes na Facebooku objavila. Jaz sem lani jeseni šla tle na Rupnikovo linijo k enemu bunkerju in sem posnela ene par posnetkov, ker jaz tam vidim nevidni svet, ne. Jaz tam vidim nevidne vojake, pač vidim neke energije, neke zgodbice in vse tako naprej. In ste mi tudi pisali, več vas je pisalo, da si želite spet te posnetke, tako da to bo tudi ena od rubrik tlele na Goli Sloveniji. Ampak tudi to bo po mojem bolj tako, ko bom začutila ali pa ne vem še. Se pravi, kar jaz zdaj lahko povem in kar lahko pričakujemo v prihodnosti je to, da jaz rabim čas, da organiziram svoje misli. Hočem se tega lotiti absolutno bolj resno, kot sem sprva pričakovala, bolj poglobljeno, bolj natančno. Hočem dobiti tudi več znanja o teh političnih procesih, zato ker tako jim bodo tudi energije, zato bom tako lahko tudi energije interpretirala bolj natančno. Ne, ker zdaj, če jaz ne vem točno, kako kaj deluje, jaz nekaj vidim in pol to interpretiram nekako, kot se mi zdi, ne. In pač point pri energijskih vpogledih je predvsem v interpretaciji. Zdaj, interpretacija je subjektivna, interpretacija je del umetnosti, kako nekaj interpretiraš in sloni na nekih preteklih izkušnjah. Ampak več kot imaš znanja, lažje lahko interpretiraš in tudi bolj natančne so potem interpretacije, kar pa tudi point, ne, da je to čim bolj natančno, da ni prepuščeno nekim mislim, vse iz energijskega nivoja ima možnost nekih različnih interpretacij, ampak bolj natančna je kot interpretacija, bolj ima, večjo vrednost ima ta informacija, ampak ti ne moreš natančno interpretirati, če ne poznaš natančnih procesov. Zdaj, dokler bom jaz prišla do tega znanja, da bom jaz vse vedela natančno, to bo trajalo en čas. Ampak, veš, kaj mi je rekel nekdo mi je rekel, ampak kolega tako v živo, ne na spletu, mi je rekel, Teja, jaz te vidim, da boš ti imela svojo stranko. To je bilo ful zabavno. Sicer jaz mislim, da ne. Ker jaz ne vem, če bi se mi dalo hoditi v ta državni zbor in poslušati one dolgomučne seje, ampak mi pa je ful všeč ta ideja, ne, in definitivno pa
imam neko idejo, da bi bila poslanka na tem usporednem svetu, na energijskem nivoju, ne, v nekem tem svojem parlamentu, ki pa bi v bistvu vplival na naš parlament. In zdaj morda še to, ne vem, ne vem, če sem to že povedala, ne, ampak kako v bistvu se vpliva z energijami. Torej, vplivam tako, da jaz nekaj raziščem na energijah, to interpretiram in s tem se v bistvu odpre nov kanal možnosti. Ne? In tisti, ki te informacije dobijo, ki jih slišijo, se tudi njim odprejo nove poti in tako potem te informacije lahko pridejo. In v bistvu se ne gre za to, da bi jaz nekoga vodila ali pa ga manipulirala, gre se torej samo za to, da odpreš kanale, preko katerih pridejo neke nove informacije in na podlagi teh novih informacij potem tudi človek drugače se odzove. Torej, kot je bilo takrat, ne, ko sem jaz uspela stopiti v to trdnjavo, se je zgodilo kaj, da so začeli raziskovati preteklost Zorana Stevanoviča. Na tak način, ne. Tako da zdaj ne vem, jaz imam itak zdaj eno paštašuto v glavi, en sam kaos, niti več ne sledim sama sebi, tako da bomo tle zaključili. In kot sem rekla, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti, jaz bom si vzela zdaj, ne vem, morda par dni, v petek bom ziher kaj posnela, bom videla, no, kako bom s časom, ampak imam plan, do petka nekako sestaviti neko idejo, kako naj bi ta kanal se razvijal naprej, kakšna bo struktura posnetkov, tako da jo tudi lahko jaz handlam, ne, da ne bom rekla, ja, vsako sredo, pol pa ob sredah ne bo nič, ne. To moram definitivno malček bolj si jasno zastaviti in začrtati in ne vem točno niti, kje naj se zdaj lotimo vsega tega procesa, ampak verjetno prav pri predsedniku in bomo začeli prav z razgaljanjem Zorana Stevanoviča, kaj ti kot predsednik Državnega zbora ni prostora za skrivnosti in obleke, ki skrivajo pomembne informacije. Zorko, ok? Ok. Jaz se že veselim, ampak rabim čas, ne, rabim čas. Se vrnem kmalu, tako da brez skrbi ne bo, kmalu bo spet kaj tle objavljeno, ampak toliko, da veste, bomo malček spremenili strukturo, bomo se lotili tega malo bolj poglobljeno, malo bolj resno, malo bolj mogoče tudi odgovorno. Odgovorno v smislu, da pač ne kvasam kar neki tja v 3 dni, ampak da se vseeno malček bolj pozanimam. Po eni strani sem se tega prej izogibala lih zaradi tega, ker se mi je zdela tukaj ta vrednost, da se vidi, da jaz nimam pojma, ne. Ker potem tisti, ki imajo pojem, tisti si lahko potem to interpretirajo, ampak nekako zdaj, ker se vse to začelo tako razvijati in ker tudi mene ful bolj zanima, se mi zdi dosti bolj odgovorno, da jaz si malček bolj podrobno to preučim in potem tudi na podlagi tega lažje dam neke bolj natančne interpretacije. To pa je bila ena filozofija danes, ampak ja, dogajajo se spremembe in te spremembe so zabavne. Bomo videli, kam nas bo pot vodila naprej. Do prihodnjič pa čau, čau.